Drage moje, dragi moji, živijo spet na mojem kanalu. Najprej bi se vam rada iz globine srca zahvalila za vsa sporočila, za vse misli, za vse zgodbe, kjer so se me res v zadnjih dneh dotaknile in preprosto, ker ste tukaj ob meni. Taka podpora v teh žalostnih trenutkih, jaz vam ne znam opisati, koliko sem jaz hvaležna, da vas imam, in nekako bom probala najti način, da vam bom vse to lahko povrnila. Res, nekateri ste mi pisali take zgodbe, da sem v bistvu se še bolj razjokala, ampak na nek način so mi bile tudi v tolažbo, da življenje je včasih kruto in pač mora se pobrati in iti naprej. Drugače pa danes je bil pogreb, bilo je noro žalostno, bilo je noro ganljivo, bilo je res toliko čustveno in toliko po eni strani grozljivo, da je težko to napisati oziroma opisati. Ampak po eni strani se je meni tudi odvalil nek kamen od srca. 11 dni smo čakali na ta pogreb, res se je vlekel, teh 11 dni se je vlekel kot nikoli in zdaj, ko je to za mano, itak pač žalost ni niti malo manjša, ampak enostavno se posloviš in se mi zdi, da lahko s polnimi pljuči spet ne ravno zadihaš naprej, ampak nekako daš v glavo to, da življenje mora iti naprej in bom probala, da bo šlo. Drugače pa verjetno se sprašujete, zakaj sem tako namazana, ne? Zakaj v bistvu v teh žalostnih trenutkih toliko ene modre na očkih, pa v bistvu ni, kaj bi bila prava beseda, ni naključje. Ja, moj dedek, njegova najljubša barva je bila modra. Midva imava eno slikico, kjer je meni najljubša, in to je tista, ki sem jo tudi na koncu videa delila z vami, ki je dedi cel v modri Adidas trenerki. Mene tam toliko prikupen, toliko lep in dejansko mi je to najljubša slikica. Je pa modra bila tudi sicer njegova najljubša in prav v modrem puloverju ga je imel oblečen na čiste zadnji fotki, ki smo jo kadarkoli posneli. Posnela sem jo ravno jaz, ko smo bili skupaj na kosilu. Tudi tam je nosil pulover moder, kjer je res zaživel in nekako sem želela se na ta način pokloniti njemu prek make-upa. Mogoče se komu zdi čist brez veze, totalno nesmiselno. Eva, kako se boš prek make-upa poslovila, ampak mogoče dedi mogoče njemu lepo, mogoče je gledal, ker sem se mazala in vse to ustvarjala za njega. In nekako v tem trenutku ne znam drugače, kakor da se izrazim na ta način, tako da upam, da bo všeč tudi vam. V bistvu ne vem še, kako bom to sploh zmontirala, ker sem najprej se namazala, zdaj govorim, mogoče se predvaja levo ali desno, bom še videla, kako bom to vključila. Skratka, v ta make-up sem, mogoče se sliši ponovno smešno, ampak zlila srce in dedi, to je zate. I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find.
In še enkrat hvala, dragi moji, tudi vam. Ne vem, kaj bi brez vas v zadnjih dneh. Prebrala sem vsa sporočila, na nekatera nisem uspela odgovoriti, ampak bom, samo malo časa še rabim. Tako da prejšnji video sem končala z enim takim pismom, z eno tako pesmijo, v bistvu bolj je bilo pismo. In tudi danes sem slučajno, preden sem šla snimati ta video, naletela na eno tako globoko pismo, katero bi vam rada prebrala. In še enkrat hvala za podporo, našla bom način, da se vam nekako oddolžim. Je pa takole, oziroma gre pa takole. Vsak začetek ima svoj konec, pa je to res konec. Samo čisto tiho sem odšel na drugo stran poti. Vse je ostalo, kot je bilo. Še zmeraj sem jaz in vi ste vi. Življenje, ki smo ga s toliko ljubezni preživeli skupaj, je ostalo nedotaknjeno. Imenujte me kakor zmeraj. Govorite z menoj, kakor ste do sedaj. Nikar ne postanite resnobni ali žalostni. Smejte se še naprej stvarem, katerim smo se skupaj smejali. Živite svoje življenje, veselite se in mislite name. Tudi molite zame. Govorite doma o meni kakor zmeraj, brez bolečine, brez posebnega poudarka, brez žalosti. Kar nam je življenje vsem pomenilo, pomeni še zmeraj ostaja, nit se ni pretrgala. Kaj je to takšnega, umreti? To je nekaj, kar se dogaja vsak dan. Zakaj bi naj izginil iz vašega življenja, samo zato, ker me več ne vidite? Ampak saj še zmeraj vse tako, kakor mora biti. Saj vas vendar čakam. Saj sploh nisem daleč, le na drugi strani poti. Evo, po polni zasedbi gremo jesti.